Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Glede na to, da mi je v teh dneh izšla 9. knjiga in da so predstavitve nekako odpovedane zaradi koronavirusa, je prav, da nekaj povem v kamero o svojih dosedanjih delih, pa seveda tudi o tej najnovejši knjigi v zakulisju. Glede na to, da sem se že srečal z Abrahamom, si bom malce pomagal pri branju z očali. Najprej bom predstavil nekaj poglavij. Torej v tej knjigi, v svoji 9. knjigi, če boste pogledali na kazalo, našli najprej poglavje, kjer je zapisana spremna beseda odgovornega urednika, reporterja Silvestra Šurlje, potem malce mojega uvoda in potem poglavja, v katerih opisujem zanimive zgodbe. Ena takih je Prehuda jama, prehuda praznina. Seveda to govori o odkritju žrtev v hudi jami v rovu Svete Barbare, pa tudi o mojem zelo dobrem, žal pokojnem sodelavcu Romanu Špileku. Potem naslednje poglavje je Preden sem prišel na ETV. Seveda se moja, recimo, novinarska zgodba ni začela ravno na ETV-ju, na televiziji ETV, ampak sem se že z novinarstvom že prej ukvarjal. Potem Kri ni voda, kaj pomenijo sorodstvene vezi. Zanimivo poglavje je, ki je kar precej vplivalo na moje kasnejše življenje. Dalmatinec Ivan Mamić, mogoče ga nekateri poznate kot, mislim, da prvega Hrvata, ki je bil rojen v Dalmaciji, ki je bil tudi slovenski poslanec. Zanimiva zgodba. Potem je naslednje poglavje Reporter. Potem seveda se ukvarjam malce z mojimi napakami, ki jih ni malo, torej poglavje Človek z napakami. Seveda sem se dotaknil tudi vseh svojih sodelavcev, s katerimi sem dolga leta ustvarjal tako program na televiziji kot tudi druge zgodbe v drugih medijih, torej moji sodelavci in oddaje. Potem Denar, sveta vladar, to še vedno drži, to je čisto posebno poglavje. Potem v srce mi je stopil tudi prav posebni zavod, in sicer Varstveni delovni center, ki deluje v Zagorju. Potem je v naslednjem poglavju kar precej zanimivih zgodb o vseh tistih ljudeh, ki sem jih srečal, ki so mi zlezli v srce. To je poglavje Zgodbe, ki jih piše življenje. Potem sem se v naslednjem poglavju vprašal, ali je Janez Drnovšek res zasavski Janez Drnovšek. Potem sem v naslednjem poglavju veliko napisal o svojem dobrem prijatelju, žal pokojnem duhovniku in misijonarju Janku Slabetu. Naslov ima poglavje Misijonar. Potem sem pa že razmišljal, da je čas, ko se je treba posloviti. Seveda to je čisto samostojno poglavje. In naslednjo je Humanitarni teki. To so zasavski humanitarni teki, ki jih organiziramo skupaj Lovre Zgoršek, Edvard Bravec in seveda moj dober prijatelj, vsi trije so moji prijatelji, Mitja Duh. Za konec je poglavje še Za konec je skok v šport. Skok v šport je bila moja oddaja. Mislim, da sem posnel več kot 750 športnih oddaj vsako sredo na lokalni televiziji ETV, dokler sem tam bil. Kar precej zanimive zgodbe. In potem je še zadnje poglavje Za konec. Nekatera poglavja bom v nadaljevanju malce predstavil, seveda več pa potem na kaki predstavitvi premierno, verjetno v Zagorski knjižnici, ko se bo vse skupaj umirilo. In v spremni besedi je Silvester Šurla
napisal, podnaslovil pa je to Težka pot, med drugim tudi: v karieri lahko izbereš lažjo in težjo pot. Igor Gošte se je odločil za slednjo. Ni lahko, a se da. Samo vztrajati je treba in včasih tudi riniti z glavo skozi zid. Igor je tak človek, nekoliko samosvoj, včasih pa tudi trmast kot bik. Pravi novinarski naturščik, tam za 9 gorami, v njem tako ljubem rodnem Zasavju, iz krajev, ki jih je v preteklosti močno zaznamovalo rudarstvo, iz krajev, ki jim še vedno pravijo Rdeči revirji, kjer je ponarodela kletvica Mat, ne bom naprej povedal. V knjigah v zakulisju ni samo popis novinarske kariere, je tudi nekakšen oris njegove življenjske zgodbe, ki so jo v zadnjih 2 desetletjih močno zaznamovali mediji. Življenjska zgodba človeka, ki je tudi po Abrahamu ostal mladenič vitalnega telesa in vedrega duha. Zapisal je tudi: Igor Gošte je javnosti predstavil nešteto zgodb, ki jih piše življenje. Gostil posameznike, ki so šli skozi težke življenjske preizkušnje, se soočili s hudimi boleznimi. Na vse te zgodbe tako imenovanih malih, običajnih ljudi, ki so se na svoji poti borili za življenje, je lahko upravičeno ponosen. Marsikatera je v javnosti pustila trajen pečat. Bolj kot kak intervju z lokalnim ali državnim politikom, ki so običajno polni sami sebe in govorijo večinoma tisto, kar mislijo, da jim bo pomagalo pri karieri, da bodo na volitvah tako dobili še kak dodaten glas. Z leti se je izuril v odličnega izpraševalca, ki je sogovorniku znal prisluhniti in iz njega potegniti marsikatero zanimivo anekdoto. Ja, marsikaj zanimivega je še napisal Silvester Šurla v tem prvem uvodnem poglavju v spremni besedi. Moram reči, ko sem prvič to prebral, so bile solze. Potem pa je zelo zanimivo poglavje Prehuda jama o mojem dragem, žal pokojnem kolegu Romanu Špileku, ki nas je tako hitro, žal, zapustil. Poklical me je s svoje številke, oziroma mislil sem, da me on kliče. Kaj bo dobrega, Roman? Na drugi strani je bilo nekaj dolgih trenutkov vse tiho. Skozi misli mi je šel Romanov nasmeh, ko sem mu dan prej, v petek, povedal, da se je lastnik televizije odločil, da bo podaljšal njegovo delovno razmerje. Kako mu je odleglo, ko je v kadrovski službi še istega dne podpisoval pogodbo. Saj je bilo pričakovano, saj je pričakoval, ampak saj veste, dokler ni na papirju in podpisano, črviček gloda. Na drugi strani se oglasi nežen glas, da sem komaj slišal. Jaz sem, Teja, ni moj ati. Veste, moj ati je umrl. Zdaj sem pa jaz utihnil. Verjetno tudi prebledel. Vsi so zrli vame, vprašujoče. Mojca je tako vedela. Madonca me pozna, da je nekaj narobe. Hudo narobe. Kako, saj ne morem verjeti. Doma se je to zgodilo. Kar umrl je. Ja, Roman, tudi tebi v spomin je ta knjiga. Potem je tudi naslednjo poglavje zanimivo, malce sem ga že prej predstavil, Dalmatinec Ivan Mamić. Zanimivo, nekateri novinarji in politiki so vedeli, da je Ivan Mamić povedal to, kar je. Drugi, tudi njegovi prijatelji, so me poklicali in povedali, da to ni bilo pametno. Eden od njegovih prijateljev mi je celo rekel, se opravičujem, da je Mamić sicer pošten človek, a ne preveč pameten in bister. Ne bom povedal, kdo je to rekel, a mene je to zelo bolelo. Vem, da sem mu odgovoril, torej le pametni lahko govorijo in znajo govoriti resnico. Neumni pa ne, oni lahko le laži. Sam pa vem, da resnica nima nič s pametjo. Si ali nisi pošten, koliko si pameten in neumen je pri tem nepomembno. Res pa je, da pametni, v narekovajih, oziroma preračunljivci v resnici rajši molčijo, ker si z njo nakopljejo le težave. Tako je to. Potem sledi še poglavje Človek z napakami. Ja, seveda, tu pa veliko pišem o sebi, o svojih napakah, nekaj se jih je zgodilo tudi v mojem novinarskem delu, ampak
že zelo zgodaj sem se soočil s svojimi napakami. Takole gre. Med prve težave, s katerimi sem se srečal, štejem branje. Povezovanje črk. Kako sem sovražil branje. Kako nerad bral na glas pred razredom. Evo, zdaj pa berem pred vami. Naj sem se še tako trudil, mi branje ni lepo in tekoče steklo. Enkrat sem v svoji knjigi že zapisal, eni drugi, da sta mi predvsem dve besedi delali preglavici. Teta in Tito. Zanimivo, svoje tete sem imel vedno rad in dejstvo, da sem imel pri branju težave z besedico, ki omenjajo moje ljubezni do tet. S Titom je bilo drugače, sploh ko sem spoznal, kaj hudega je storil mnogim nedolžnim. K tema dvema besedama lahko dodam še besede, ki se lahko pohvalijo, da jih sestavljajo tudi črki B in D. Ne takrat in še danes nisem čisto prepričan, kam ima ena in kam druga obrnjen svoj trebuh. Ampak z leti se človek znajde ali pa je njegov šolski spis okrašen s popravki. Sam sem spoznal, da niti najmanj nimam pojma, katera je desna in katera je leva stran. Da ne govorim o tem, da moram vedno precej natančno pomisliti, se spomniti kakšnega dogodka, recimo rafta, s katerim sem se enkrat s hrastniškim kajakaškim junakom Petrom Kauzerjem spustil po Savi, ko želim komu na hitro odgovoriti na vprašanje, kam teče Sava, proti Zagorju ali iz Zagorja. Dolga leta sem se tudi spraševal, kako to, da si majico vedno in vsakokrat narobe oblečem. Čeravno pri tem vedno dobro pogledam, kje je njen sprednji in kje zadnji del. Pa naj bo dovolj mojih napakah, ki jih je še veliko. No, potem je pa tudi naslednjo poglavje, to so pa moji sodelavci in oddaje. Zagotovo nisem mogel opisati vseh zanimivih zgodb, nabralo se jih je intervjujev blizu 3000, ampak nekaj sem jih pa vendarle objavil v tej oddaji in nekatere so mi zapustile globok pečat. Tole mi je v studiu v oddaji Pogled povedala Cveta Stepanjan, žena že pokojnega Agopa, ki je bil med vsemi omenjenimi v tem zlaganem političnem procesu obsojen na najvišjo zaporno kazen. To je šlo v proces leta 1984 proti Bolgarom in drugim državljanom, tudi nekaj Slovencem. Kar 9 let je dobil. Ko ga je žena prvič obiskala v preiskovalnem zaporu v Metelkovi, je doživela šok, takole pravi. Pred mano so se odpirala in zapirala železna vrata. Šele takrat sem pravzaprav izvedela, da je moj Agop v vojaškem zaporu. Omedlela sem. Nesli so mi v neko sobo, kjer so me spravili k sebi in mi zabičali, kaj Agopa smem vprašati, kaj ne. Tisto, kar sem videla, je bilo grozno. Agop je sedel za mizo, okoli vojaki s pendreki, glavo je imel na buhlo, obraz krvav. Bil je ves pretepen. Ko sem ga vprašala, če pokličem ambasado, kjer je bil poleg našega tudi bolgarski državljan, so me vojaki zagrabili in odvlekli ven. Ne vem, kako sem prišla domov. Potem se je začelo. Z Agopom sva imela 3 otroke. Čez nekaj dni so me na domu obiskali vojaki, policija in udbovci. Zgrabili so me. Odvlekli iz stanovanja, najine otroke pa pustili v stanovanju. Same. Vse 3. Dvojčka stara 6 in starejšega, ki je bil star 8 let. Si lahko mislite, kaj sem doživljala, ko so me odpeljali, ne da bi vedela kam. Strah me je bilo za otroke, kaj bo z njimi, ko me ne bo. Dejali so, da če ne bo drugače, jih bodo vzeli v rejo. Jih bodo dali v rejo. Vmes so name vpili, da sem svinja, prasica, vohunka. Na policiji v Tržiču so me zaslišali, lagali, da naj bi z Agopom vohunila, se fotografirala pred vojašnicami in podobne nesmisle. Dodali so še, da je Agop vse priznal. Seveda je vse laži, ki so mu jih silili, ker so ga ves čas pretepali in mu celo cigareto ugašali na glavi. Da se je saj za nekaj časa rešil trpljenje, je bil pripravljen marsikaj podpisati. Katerokoli nesmisel. Žalostna zgodba. Še veliko jih je. No, zanimiva je pa tudi zgodba, lahko rečem, mojega dobrega prijatelja Mihaela Cenca, ki je
kar nekaj mesecev, dolgih mesecev, čisto po nedolžnem, tako kot mnogi drugi, preživel na Golem otoku. Po obsodbi so ga odpeljali na Goli otok. Iz vagona so nas spravili na ladjo. Zvezali so nas skupaj in pretepali s pendreki in metali v podpalubje. Kar slišal si, da je komu počila kost, ko si priletel nanj. Ves čas med plovbo so nas pretepali. Bali smo se, da nas bodo zmetali v morje. Zjutraj smo se zasidrali na Golem otoku. Šli smo skozi špalir. Kolikor smo lahko, smo si zaščitili obraz. Vseeno sem parkrat od udarcev skorajda izgubil zavest. Žalostna zgodba, ki je napisana tudi v tej knjigi. Potem so pa tudi življenjske zgodbe ljudi, ki so šli skozi hudo preizkušnjo, ki so imeli težave z zdravjem in na srečo zmagali. Veliko je teh zgodb, ena me je še posebej presunila in je našla tudi mesto v tej knjigi, in to je zgodba Romane, moje prijateljice Romane. Romana se spominja, da se je njen oče v trenutku, ko je izvedel za mogočo, grozečo smrt svoje hčerke, postaral za več kot 10 let. Tudi moža je morala trdo prijeti, da se je začel obnašati tako, da ji je bil v pomoč, ki jo je pred zahtevno operacijo potrebovala. Šlo je dobesedno za ure. Ali bom preživela ali ne. Jetra niso več delovala. Za nameček sta odpovedovali še ledvici. Telo pa mi je začel zastrupljati amonijak. Poleg vseh težav sem dobila še bakterijsko pljučnico, ki je povzročila komo. Začel se je čas življenja in čas smrti. Življenje se je pred očmi vseh iztekalo, smrt je bila vse bližje. Na srečo je Romanino življenje v zadnjem trenutku rešil darovalec, ki je imel zanjo primerna jetra. Nekdo umre, da lahko nekdo živi. Romana to dobro ve, ker je tako kot mnogi drugi, ki so preživeli transplantacijo, to izkusila. Njena življenjska preizkušnja, bitka s časom, je bila uspešna. Še druge zgodbe so v tej knjigi, pa naj bo dovolj v tej knjigi, ko bo predstavitev, ko bo knjiga v knjižnici, jo boste tako lahko vzeli v roke in o tej knjigi še kaj več zvedeli, pa jo mogoče tudi prebrali, pa kaj pokomentirali. No, seveda to ni moja knjiga, to je prva knjiga, to je 9. knjiga. Prva knjiga je bila Svetla tema, pesniška zbirka, tudi nekaj zgodbic v njej. Potem druga je bila Obara, pesmi, aforizmi, pravljice, zgodbe, mešanica vsega, tako kot je Obara ali Ajmuht, kot mu rečemo, kot tej hrani rečemo v Zasavju. Potem je skupna pesniška zbirka Ogovarjanje tišine z zagorskimi poeti. Spet nekaj pripravljamo, tako da po dobrih 10 letih je prav, da izide tudi mogoče nadaljevanje te pesniške zbirke. Vsak je prispeval 10 ali več pesmi. No, potem sem se preizkusil tudi v pisanju romana, to je bil moj prvi roman. Sledi korakov, tako je naslov tudi nekaterih mojih oddaj, življenjska zgodbe ljudi, to je pa življenjska zgodba mene. Naslednji roman je napol izmišljena zgodba, roman Prebujanje. No, potem je izšel še roman Otroci knapov, kjer je zapisano vse tisto, kar v prvem romanu ni bilo. V romanu sledi korakov, seveda smo mi ponosni, da smo potomci rudarjev, skoraj vsi imamo očeta rudarja ali pa dedka, pradedka, ki je ril tu globoko pod zemljo in kopal premak. No, seveda, ko so prihajali vnučki na svet, 4 so zdaj, so začele nastajati tudi pravljice, Čebelje dogodivščine, to je bila prva, ilustracija je narisala kar hčerka, Liljana. No, meni je pravljice že kot otroku prebiral, oziroma ni jih prebiral, ampak govoril moj dedek iz Hrastnika, Hočevar, Johan, in nekaj pravljic je našlo svoje mesto tudi v tej zbirki Pravljice o živalih, nekaj je pa čisto mojih. Kakorkoli, če teh knjig, ki sem jih zdaj omenil, imam še zelo malo doma, seveda imam pa veliko knjig, zadnjih izvodov knjig v zakulisju. Torej, če želite, da vam pošljem kakšno knjigo,
če bi jo radi imeli, mi to kar sporočite lahko po socialnih omrežjih, na Facebook, lahko pa tudi kar na moj elektronski naslov igor.goste@siol.net. To pa je v teh časih, ko smo bolj kot ne doma zaradi znanega razloga, zaradi koronavirusa, COVID-19, imamo veliko več časa tudi za branje, za druženje. Vse enkrat mine in tudi ta čas samoizolacije, karantene, kakorkoli že temu rečemo, bo minil in bomo spet se veselo rokovali, objemali, pogovarjali, kofetkali. Do takrat pa kofetkamo s tistimi, s katerimi si delimo stanovanje. Srečno!